Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo zdrav v oddaji Aktualno. In koncem lanskega leta je v Prekmurje pravzaprav prišla ena prestižnih nagrad. Namreč novinarji, ki ocenjujejo gurmanske užitke, so podelili njihovo najvišje priznanje, to je kristalni Triglav. Dobilo ga združenje, bom rekel, Gourmet Overmura, in zato smo v gostje povabili Janka Kodela, ki je eden od tistih 7 ustanoviteljev tega združenja, še 6, bom rekel, ne samo podjetniki, prijatelji, nekako v začetku tudi gonilna sila. Janko, tudi prepoznavnost, bili ste že prepoznavni tako ali tako tudi v drugem delu, ampak da je potem ena Ljubljana oziroma center Slovenije dodelil takšno prestižno nagrado, pa vendarle pomeni to, da ste na pravi poti, da je neka certifikacija, neko potrdilo, da delate dobro. Ja, res je, nagrajeni smo bili vsi člani združbe Gourmet Overmura, kjer smo se združili z namenom, da promoviramo regijo kot destinacijo, kot kulinarično destinacijo. Je dosti nekih projektov bilo na lokalni ravni, se pravi, ki so bili, rekel, vezane na občine, se pravi, mi smo pa delujemo izven okvirjev občine, ampak kot pomurska regija. In seveda prvo zametki tega združenja so segajo nazaj 5 let nazaj, ko smo bili najprej gostilna Rajh, vinska klet Marof in Kodila, ko smo nekako z roko v roki z projektom Diši po Prekmurju še en event naredili. In takrat smo prišli do nekega zaključka, da smo povezljivi in da funkcioniramo, pa naši kupci so tudi njihovi kupci oziroma medsebojni kupci so enake, in smo začeli z združevanjem moči, kar se tiče promocije. Promocije Pomurja kot kulinarične destinacije. In seveda smo povabili tudi zraven, še rekel bi, to smo bili na levi strani brega Mure, smo pa še povabili z desne strani brega Mure, zraven se pravi je turistična kmetija Firbas, oljarna Kocbek, vinska klet oziroma Danilo Štajer, vinsko posestvo, in pa seveda v Avstriji, ampak je slovenskih korenin, Bevok, in tako da smo tudi že mednarodno, se pravi ob reki Muri se povezali vseh 7 nas. V letošnjem letu smo pa seveda tudi naredili projekt, kjer smo pridružene člane povabili zraven. To pa seveda so zopet, bi rekel, nastanitveni, ki sovpadajo z našimi, bi rekel, potencialnimi kupci, se pravi, ljudje, ki pridejo v regijo po kulinariki, iščejo tudi butične nastanitve, in to je bilo nekaj tudi, bi rekel, ideja na hitro zaradi covida, ne. Bilo je veliko povpraševanje do vseh nas, članov obstoječe Gourmet Overmura, smo rekli, dajmo še narediti eno listo, kjer bi rekel na neki način, da jih promoviramo, da so to butične in kvalitetne nastanitve. Janko, naredili ste pravzaprav to in pokazali v vesoljnemu svetu, kar politiki ne zmorejo danes. Enotnost, ne glede, da je med to 7, da ne govorim sedaj še pridruženih, ostali 19 je menda sedaj, so ista branža, ista prodaja. Vinarje recimo, imate 3-4 vinarje, ampak ne vidijo v tem konkurence, ne vidijo izpodbijanja, ampak vsak je našel nekje svoj prostor, ne bomo rekli pod soncem, ampak na tržišču v tem Gourmet Overmura. To je tisto miselnost, neke stare tabuje ali miselnost premagati, verjetno je to bilo najtežje v začetku. Ne, mislim, da je lažje, naprimer, kot se mislimo, se pravi, so seveda zadeve, kjer smo združba, kjer so interesi eni in drugi, ampak skupni interesi so pa, da se Pomurje promovira, ker če sami gremo po svetu, gremo v Toskano, ne gremo naprimer enemu gostilničaru, enemu vinarju, gremo v regijo. In občina ni regija, občina je statistična neka upravna nota, upravna oseba, in nažalost so občine dosti denarja in dosti projektov na to temo porabile za neke lokalne promocije, nikoli so pa ne gledali sinergijsko, ker če nekdo, naprimer turist, ki pride v Pomurje, 50 km ni radius, se pravi, giblja se po celi regiji. Moravci delajo za moravsko promocijo, Murska Sobota za mursko-soboško promocijo, in kaj pa še bolj pomembno, mi kot proizvajalci smo najboljši promotorji. To pomeni ponudniki, se pravi, ki izdelujemo to, ki, bi rekel, ponujamo našo hrano, najboljše lahko predstavimo sebe, in pa seveda
sebe govorim tudi v tem smislu, mi dobro se med seboj ne poznamo. Vinsko, bi rekel, filozofijo ene kleti Danilove ali Marofove poznamo in smo tudi kupci njihovih vin, na koncu jih ponujamo, tako kot tudi oni so naši kupci, ni zdaj to nuja, ampak poznajo naše izdelke, se pravi, poznamo ne samo lokacijo, kje je, ampak tudi kako gojijo in na kak način kulinariko predstavljajo. Zdaj, pridružili so se vam drugi, verjetno v tem vidijo priložnost, videli so, da je to prava pot, posebej, če želiš priti nekaj v Ljubljano, tudi na tržišče Ljubljansko ali pa nekje tam, ne nazadnje, mi smo na stičišču, ne? To je Hrvaška, to je Madžarska, to je Avstrija in to je po mojem prihodnost. Geostrateški položaj naše regije je za prihodnost zelo kvalitetno oziroma imamo zelo dobro pozicijo. To je radius, kjer lahko nagovarjamo v radiusu 200 km, 7 milijonov ljudi smo ocenili. In Pomurje kot destinacija za podaljšane vikende, se pravi, ko z avtom se še lahko prepeleš, da doživiš nekaj, se pravi, kupci potencialni postaje veliki potencial na tem področju, se pravi, poleg seveda Slovenije, ko govorimo. Primarno smo začeli nagovarjati Slovenijo, seveda ta drugi del pa tudi želi se, oziroma delamo, da kupci, ki pridejo k nam, dobijo knjižico, se pravi multilanguage, to pomeni bolj slikovnica in mi damo, gledajte, tja pa tja lahko še greste, ne? Se pravi, tudi tuje turiste nagovarjamo. Kaj bi pa še mogoče takole povedal, je ta modrost, ki smo jo v regiji naredili, je res zelo spoštovana in zelo cenjena, tudi ta nagrada to nam potrjuje, se pravi, dobre prakse, se pravi, v drugih regijah zgledujejo po nas in probajo pristopiti na podoben način, kot smo mi. Bom rekel takole, ta projekt je nizkoproračunski, ne, se pravi, knjižico, promocijski bilten smo sami naredili, poskrbeli za stroške fotografiranja, za stroške tiska in seveda jih tudi sami podistribuirali oziroma imamo vsi na vsaki lokaciji svoje, pa smo še dodali na nove lokacije. To je en način, ki bi rekel z malim vložkom, ne, se pravi, smo naredili velik odmev. Tudi tiskovna konferenca, ko smo jo naredili za pridružitvene člane, se pravi za nastanitvene konference, je bila zelo odmevna. Se pravi, proračun smo dali sami ponudniki Gourmetov Vermura skupaj in seveda zopet naredili eno od boljših dogodkov v lanskem letu oziroma promocijskih dogodkov v Sloveniji, govorim, ne samo v regiji. Janko Kodela, gre pa seveda, da ne bo, da še malo to pojasniva našim gledalkam in gledalcem, gre pa seveda za del turistične ponudbe, gurmanske ponudbe, ki je bolj butična, kot to radi rečemo. Slovenija bi naj bila idealna za butični turizem. Gre za kvalitetno hrano, kvalitetna vina oziroma kulinariko, ki izstopa, ki ima tudi neko dodano vrednost, vendar tega v preteklosti nismo znali kar tako stržiti, sedaj pa zgleda tudi turisti, ki prihajajo drugod. Žal je sezona lanska takšna, kot je bila, se bo izboljšala gotovo, ki pridejo, iščejo to. Iščejo, da pridejo v pokrajino, pojejo nekaj tipičnega, popijo nekaj tipičnega, pa zato odštejajo nekaj. Gre za 5-zvezdnični, pravzaprav, 5-zvezdnično ponudbo, ne? Ja, gledajte, to je tudi vzgib bil, zakaj smo se mi združili. Pomurje kot destinacija je vedno bila kot termalna, se pravi Sava turizem z svojimi destinacijami bila prioriteta in se pravi potem še nekaj sporednega male animacijskega dela za kmečkega turizma, ne. Ta segment, ki se je pa zelo kvalitetno razvijal in je pa imel premalo pozornosti za strani promocije lokalne destinacije RDO-ja, bodisi v Sloveniji se v nekih teh kvalitetnih destinacijah premalo iz regije slišalo. Vsi so prihajali v regijo, da je poceni, ne. In pa da imajo pač neke hotelske nastanitve, vikend pakete, kopanje pa tak naprej. To je zelo pomembna ponudba, se pravi, je dobrodošla in tudi ne negiram, ampak pomanjkanje je bilo na tej drugi strani, se pravi, so pa gosti, kot jih mi nagovarjamo, ki pa niso bili nikoli, bi rekel, poklicani na tak način v regijo in mi ne nagovarjamo, se pravi, mi spoštujemo, ampak želimo, da imamo potencijala in pa tudi tržni moment dodane vrednosti na tem segmentu je bistveno večji. Dodana vrednost na tem termalnem turizmu je dodana vrednost bistveno manjša in tudi manj lokalnega ponudbe je vložena. Je ponudba vložena v obliki neke animacije. Gremo malo pogledati stol, gremo Muro pogledati, to je vse zastonj oziroma, bi rekel, animacija, ki dodane vrednosti ne dela, ne. Ti ponudniki, ki smo pa združeni, pa delamo izdelke, ki so višje dodane vrednosti, se pravi, morajo biti seveda kvalitetni,
Druga zadeva je pa tudi servis mora biti kvaliteten, storitev upravljanja mora biti kvalitetna, se pravi, govorimo o večplastne zadeve in seveda vsi ti ponudniki, ki smo združeni, smo tudi širše prepoznavni v Sloveniji in tudi v tujini z lastnimi aktivnostmi, z lastnimi prodajami. Zdaj, ko smo pa združeni, se pravi, ko gremo na Dunaj, na sejem, se postavimo skupaj, to pomeni, da smo vinar, šunkarna, Rajhovi, pač kdo utegne, ali kako mu je interesno, kako priredite v Zagreb, ali v Budimpešto, in seveda ne predstavljamo samo sebe, ampak destinacijo, kot Pomurje. To pomeni, vabimo ne k Kodili, ampak vabimo v Pomurje, ker imamo to pa to imamo, se pravi, imamo različne ponudnike in to je način, ki je pomemben in tudi kvalitetno to predstavljamo. Zdaj, če neki prospekt daš dol na mizo ali pa pingvin daš dol, pa nekaj zastonj, nekaj, bi rekel, dosti krat ta promocija izgleda malo perece, pa malo vina, ampak no name, no brand ali pa neka turistična društva, ki na koncu ni bilo after sale, mi temu pravimo, trženja, se pravi, k vam pridejo kupci, na to, da kupijo, da nekaj doživijo in še na koncu nekaj vzemajo za domov. Morda bi nas sedaj bi bile dobrodošle pokrajine, ki imamo zapisane sicer v ustavi. Ne? Vi promovirate pokrajine kot takšno, ali pa bova rekla, deželo v Muri, to je zelo lepo, ker imate levi in desni breg. Ampak hočem še nekaj... Tole bi še te projekt, zgodba Gourmet Vermura, ne? Bi rekel, izhodišče je postalo malo tudi širše. Trenutno smo aktivni v Sloveniji, razen pivovarne Beva, ki je v Avstriji, ampak kot vemo, Mura teče skozi Avstrijo, skozi Slovenijo in tudi skozi Hrvaško in Madžarska meji na Muro. To pomeni, da je to projekt, ki lahko poveže 4-deželno zadevo, ki je ob reki Muri. In tu mislim, da je to pravi končni cilj tega projekta, oziroma v katero bi se lahko razvilo, seveda ta razvoj je pa pogojen tudi z akterji izven meja in pa seveda lokalno skupnostjo. Prejle ste, Janko, omenili seveda prepoznavnost pa sprememba mišljenja. Mi smo letos delali naše televizije, tudi turistične oddaje, veliko tega smo z kolegom Danijem bila po Prekmurju, poprej sem 10 let nazaj sam prekolesaril Prekmurje, sem ga želel spoznati Goričko in vse te kraje. Kakšna sprememba je? Ljudje vendarle v tem zelenem turizmu, v čudovitem okolju najdejo neki izziv, najdejo tudi z malo kapitala nekaj, da lahko ponudijo, to je zdaj tudi Vesoljna Slovenija z temi voucherji oziroma z boni spoznala, kaj vse tukaj je. Od wellness centrov privatnih po Goričkem do majhnih gostilnic, majhne ponudbe kulinarike, ki pa ponujajo vrhunsko hrano in vrhunsko pijačo. Ja, sigurno so voucherji naredili zelo dosti za prepoznavnost regije. Se pravi, voucherji, prišli so gostje v zelo velikem številu, so prišli in spoznali, da Pomurje ni tako daleč od centra Ljubljane, se pravi, da je Slovenija mala, da hitreje prideš v Mursko Soboto kot v Piran, ker je cesta hitrejša, manj prometa je, parkiraš lažje, ljudje imajo čas za tebe, bi rekel, pristni so bolj, se pravi, nismo odkrito srčno, se pravi, tudi lastniki delajo, tam, bi rekel, druge tudi nekje delajo lastniki, je pa dosti tudi takih, bi rekel, turističnih destinacij, neosebnih, najem, ja, tako. In tu smo Pomurci sigurno, imamo dobre izhodišča. Druga zadeva, kar je neokrnjena narava in širina, to pomeni, da narava kot način kolesarjenja je zelo v redu, se pravi, pohodništvo je zelo perspektivno, turizem, seveda, pa morajo biti zraven vključene destinacije, kjer se lahko kaj tudi zgodi, se pravi, ali vizualno ali senzorično. To pomeni, da nekje kaj pojemo, nekje kaj spijemo in mislim, da je to že v zgodovini bilo zamujena priložnost, ker smo, bi rekel, malenkost zaspali na tem delu, ker še enkrat bom povedal, preveč je bilo usmerjeno vse skupaj v Sava turizem, kar je v redu. Na drugi strani pa razdobljenost občin, nič niso delali na povezavi, ampak so delali izključno na nekih lokalnih. Vsaka občina ima svojo turistično pisarno svojo, vsaka ima neki turistični individualen projekt, ki ne gre čez meje občin in seveda ta denar, ki se potroši, se razdrobi in ni efekta. Združenje Gourmet Vermura je pokazalo, kaj je prava pot, kako bi morali v prihodnje ne samo razmišljati, ampak delati. Morda še
takole za konec tega najinega pogovora. Vi ste eden od 7 oziroma 3 prvih ustanoviteljev 7. Rekli ste, da ste sprejeli kot dodane člane tudi zaradi teh voucherov prenočitvene kapacitete, ki so šli. Se nadejate v drugem letu, da verjetno želje so, še koga pristopiti, vendar, kolikor vas poznam, Janko, vašo ekipo, tudi ostale, vztrajali boste na kvaliteti, ne? Ker imidž se gradi takšnega združenja 5-10 let, pokvariš pa si ga, kaj lahko z eno slabo potezo hitro, vse to vemo. Dober glas dlje sleže kot, slab glas dlje sleže kot dober glas. Bi želel se še kdo priključiti? Sigurno nismo prišli oziroma prehajamo z ene faze, ko smo bili 3, pa ko smo 7, pa zdaj so že nastanitveni, tudi obstajajo potencijali za širitev. Sigurno je pa treba to narediti kvalitetno in pa pametno, pa na drugi strani je potrebno najti neko, bi rekel, formalno združenje pravno. Mi trenutno nimamo nobenega formalnega združenja. Mi smo naredili projekt brez kolegi, frendi med seboj. Brez pravne osebe, brez proračuna, brez inštitucije, ne. Sigurno bi bili veseli tudi spoznanja lokalnih skupnosti, ne, se pravi, da bi se zdaj ta RDO regijski ali kaj napravil, da bi mi pač, se pravi, mi nimamo želje delati administrativnih nekih stvari, mi želimo vsebine delati. Vsebine, ki pomagajo promociji seveda naše in pa tudi vseh ostalih. Ne moremo, jaz ko delam promocijo, sigurno delam tudi sebi promocijo, ampak istočasno delam promocijo Gurmove Vermure in istočasno prihajamo iz Pomurja, delamo vsem promocijo. Mislim, da je to so tudi drugi taki primeri, ne bomo rekli, da smo edini, so tudi na drugih nivojih neke turistične aktivnosti, ampak mislim, da bi tu pristop za nadaljevanje, bi rekel, fundament je dober. Sigurno zdaj po novem letu bomo imeli tudi, bi rekel, tehtni razgovor z ustanovitvenimi člani, kako korake naprej vzeti. Sigurno si prizadevamo zadržati ta okvir, ki smo ga imeli minuli, to pomeni dogodek Gurmejo Vermura lansko leto je odpadel zaradi situacije, zaradi covida, se pravi, ta dogodek bi želeli letos ponoviti, se pravi, ko povabimo, gostujemo druge kulinarične mojstre iz regije, ne samo iz Slovenije, priznane, ki prihajajo predvsem zaradi naših osebnih poznanstev in povabil in to ponudimo tudi lokalnemu prebivalstvu, istočasno pa sprožamo migracijo, da ljudje prihajajo v regijo na ta dogodek, bodisi na neko druženje in spoznavajo ponudnike. To je, bi rekel, minimum tega, kaj je pripravljeno. Za naprej korake pa mislim, da je tu, jaz sem moramo biti usklajeni s ostalimi in ta usklajevanja potekajo in upam, da bomo vas lahko, bi rekel, naslednjič kaj več o tem tudi kaj povedali. Zaključila. Janko, izkoriščam še tole priložnost kot Šunkarna Kodela, kot vodja, kot šef, kot direktor, kot lastnik. Morda o minuli sezoni 2020 vaš segment je tudi gostinstvo, restauracija, kulinarika, ki se je dobro prijela, ne samo v deželi, v Muri, tudi izven teh meja. To je zastalo zagotovo, ne nazadnje, samo prenočitvene kapacitete so nekje nadoknadile tisti manj, ko izpada, ostalo je pač tako, kot je. Kakšno je bila zgodba lanskega leta, ljudje niso manj verjetno kupovali, ste pa vi vezani zopet na določen segment kupcev, kaj ne? Ja, gledajte, sigurno je lansko leto bilo drugačno od pričakovanja oziroma minulih let. Bi rekel takole, če bi rekel segment gastronomije, pa ki je vezan malo na turizem, pa migracijo ljudi izven regije, ne, je bil najbolj prizadet. Je pa res, da je v enem delu, ko so bili tile voucherji, ko so se vnovčali od junija do konca septembra, bi rekel, pa je bil zelo, zelo intenziven. Tako, bi rekel, prvi lockdown smo uspeli z tem drugim intenzivnim voucherjem kar dobro ekonomsko konsolidirati, ne samo mi, govorim na splošno, lahko govorim verjetno za celo regijo, ne, kar je za nas napram, če pogledamo Ljubljani ali pa tem urbanim turističnim destinacijam, oni niso nič naredili. Celo leto, že praktično od začetka covida do sedaj nimajo ekonomije. Mi smo saj nekaj imeli, ne. Tako smo hvaležni in veseli lahko za to, kar se je zgodilo. Sigurno je pa zdaj ta drugi lockdown, ki je bil zdaj v jeseni, bi še rekel, zelo boleč lahko, ne, ker je, vemo, lokalna domača potrošnja za praznike, novembri, decembri, vsi smo radi v družbi, družabni, je veliki spad naredil, ne, tudi pri nas, v naši hiši, je pa res, da
smo mogoče malo mi manj prizadeti, ker ta del segment ekonomije je manjšinski v našem podjetju. Podjetje Kodilo se seveda še vedno kot osnovno dejavnost ukvarjamo s predelavo in prodajo hrane kot osnovnega živila in ga prodajamo širše po celi Sloveniji skozi trgovske verige, kot so večji trgovci, ne, in pa tudi skozi nekaj lastne maloprodaje in smo tudi letošnje lete uspešno zagnali spletni portal, ki, moram povedati, je bil zelo dobro obiskan, oziroma prodaja je bila preko spleta, tako da samo podjetje ni bilo na prometu napram 2019, bi rekel, smo zadržali 100% realizacijo. Seveda pa, če ne bi bilo COVID-a, bi bili indeksi bistveno večji, saj so določeni projekti bili nastavljeni, ki so zdaj pokrili tole, niso pa se odrazili v rasti prometa, tako da vsem skupaj je podjetje Kodilo uspešno poslovali, zadržali smo vse zaposlene, nikogar nismo odpustili, še zraven smo zaposlevali v lanskem letu, kljub COVID zadevi. Naredili smo določene investicije, ki verjamem, da bojo zdaj, ko bo zadeva sproščena, nam bo zopet dobra štartna osnova za uspešni zagon tega dela segmenta turizma, pa seveda tudi razvojnih projektov smo nekaj naredili. Tako pomembno v takih situacijah je pa tudi blagovna znamka, moram poudariti, prepoznavnost in stabilni trg oziroma stabilen kupec, naš kupec je tisti, ki je nam, bi rekel, omogočil to, da smo zadržali ta ekonomski obseg. Janko Kodela, dodajam samo velika in visoka kakovost, tudi to je tisto, kar seveda žene ves potek in ritem življenja naprej. Hvala, da ste bili naš gost. Morda še za zaključek želite kaj? Ja, nič, jaz bi se zahvalil, da se danes tukaj gost in sigurno bi rad tole, kar delamo, pa kako delamo, ni plod mene, se pravi, bodi si Gourmetov Vermura, bodi si Kodila, bodi si Diši po Prekmurju, to pač je ekipa, so ljudje moji zaposleni, družina, prijatelji. Mislim, da je to ta, bi rekel, sporočilo, ki bi ga rad dal vsej regiji, ne? Da je moč v skupni energiji, ne individualni, oziroma pomagati en drugemu, ne pa polena nastavljati en drugemu. Cenjene gledalke, aktualno iz dežele v Muri, zelo aktualno in sila vzpodbudno za začetek leta 2021, za katerega še ne vemo, kaj nam prinaša, pa vendar, zgodba o uspehih je zmeraj tisto, kar požene vedno stvar naprej. Zato bodite tudi z nami ob naslednjih oddajah, do takrat srečno in vse dobro.